Lep pozdrav. Danes bi vam probala kaj več povedati o endoteli, a ne. To sliši se tako zelo čudno, ampak v resnici imam eno zelo dobro novico, namreč ne samo 3 države, kot zdaj še 4. je začela proučevati možnost, če je slučajno kriv endoteli za mialgični encefalomielitis, se pravi sindrom kronične utrujenosti in long covid. Pravzaprav za long covid vemo, da je, a ne, ampak za mialgični encefalomielitis pa tudi vemo, da je to ena in ista bolezen, samo da smo jo mi dobili že prej. Zdaj, kaj je endoteli, a ne? Jaz, ko sem bila mlada, ne, nekako si nisem mogla čisto dobro predstavljati, kako se hrana vse dostavlja po telesu, a ne. Nisem si mogla predstavljati, da čisto vsak ne milimetrček, ampak res veliko manjši delček tkiva, da je preskrbljen s hrano in kisikom, a ne. Te kapilare, male žilce so res toliko tankcane, ko en naš las, ne, ko en las. In šele 2000 kapilar skupaj tvori 1 milimeter teh žil skupaj, a ne. Se pravi, te kapilare so res toliko tankcane, da si ne moremo predstavljati. In grejo čisto vsak piki majčken delček našega telesa, a ne, čisto povsod, kamorkoli, kjerkoli se boste dotaknili, tam je neka kapilara, ki vam je dostavila kisik, a ne. In hranila. Vsak del tkiva. Zdaj, če ena kapilara umre, to ni nič hudega, a ne, se obnovi, ker mi imamo, morate misliti, 100 000 kilometrov, 100 000 kilometrov kapilar, ja, po našem telesu. In delajo eno veliko nalogo. Zdaj, sestavljene so pa pravzaprav samo iz ene plasti endoteli, a ne. To je en tak čaroben ovoj, bi jaz temu rekla, no. Plast žile, ki poskrbi za to, da v povezavi z encimi razgradi hrano in razgradi in porine naprej kisik. Poleg tega porine naprej tudi obrambna telesca naša, skrbi za to, da se žila krči ali pa širi, a ne, če je toplo, se razširi, če je mrzel, se skrči. Uravnava pritisk v žili, a ne, s svojim delovanjem. Tako en endokrin organ je, a ne, ko eni encimi deluje. Zdaj, vejo, da rata velik problem, če kapilara tega ne dela. Najbolj tipičen primer tega je, oni vejo, da naredi, da je velik problem, če imaš ti na primer sladkorno, a ne. V primeru sladkorne ti tega sladkorja ne razgradi žila, a ne, se pravi, v kapilari ostane tako kot en mali kristalček, a ne, sladkorja. Se ne razgradi, mogla bi ga žila razgraditi, ta endoteli bi ga mogel razgraditi in poriniti naprej. To se pa ne zgodi, a ne, pravijo, da nimaš dosti inzulina ali pa kakšnih drugih encimov, a ne, da bi ti to naredili s pomočjo endotelija, a ne. In takrat ti kristalčki delajo velike poškodbe. To vejo, a ne, tudi rečejo diabetična nevropatija temu, a ne, in če imaš veliko poškodb, lahko se ti celo zgodijo poškodbe organov. Najbolj znano je na očeh, a ne, če so kapilare prizadete, pride do slepote. Ali pa recimo, če na nogi, če ni dosti prekrvavitve, kakšnim diabetikom morajo odrezati nogo. To vam zato govorim, da si predstavljate, kakšno veliko vlogo ima zelo veliko kilometrov teh kapilar. Ampak tukaj se pa znanje zdravnikov pravzaprav neha. Oni so se učili samo še v tem, da kapilara ravno tako dobi obloge od holesterola, a ne, tako kot velike žile. In še to so se učili, da lahko pride do Alzheimerja oziroma do vaskularne demence, če je s temi kapilarami kaj narobe, in povzročajo tudi ishemije lahko ali lezije v glavi, a ne. Ampak jaz bi vam danes rada malo več o tem endoteliju povedala. Se pravi, endoteli, tako kot smo rekli, skrbi za to, se pravi kapilara, če vam boljše rečem kapilara s to ovojnico, a ne, ki jo sestavlja kapilaro, ki se ji reče endoteli, skrbi za vašo termoregulacijo, ne, s tem skrčenjem pa širjenjem žile, a ne. Skrbi tudi za to, da dovolj tekočine steče skozi, a ne, da je dovolj tekočine. Če se spomnite, ME, a ne,
imamo vsi sušene sluznice, bi to že mogel biti znak, da kapilare ne delajo, Tudi to, da nimamo termoregulacije, bi že mogel biti znak, da je nekaj z endoteljem narobe, če mene vprašate, Tudi to, da imamo POC, se pravi posturalno ortostatsko tahikardijo ali pa kakšne druge nevrološke take podobne bolezni, bi moral biti znak, da je nekaj narobe z našim endoteljem, Tudi to, da nam pritisk skače, je lahko znak okvare endotelija, Ta žila reagira endotelij tudi na vse zunanje stimulacije, ne samo na to. Zdaj, predstavljajte si, kaj če mi nimamo nekih encimov za presnavljati, ali pa če so poškodovani, potem tudi ne porinejo naprej toksinov, Toksini se zadržujejo v žili, tako kot se pri diabetesu sladkor, in delajo multiple poškodbe na žili. Žila ne presnavlja, naprej kisika. Zdaj si pa predstavljajte, če endotelij ne porine naprej kisika, pa ne porine v tkiva naprej hrane, potem ne porine tudi neobrambnih telesc, da bi nas branili pred raznimi tujki ali pa virusi, toksini, komorkoli, A je potem kaj čudnega, če so okvare endotelija, da imajo ljudje toliko več infekcij, da zgledamo neodporni, oziroma tudi smo neodporni, se nas lotevajo stvari ena za drugo, Potem skrbi ta endotelij tudi za to, da ne dobimo strdkov, da nam uravnava trombocite, se pravi, to dela z ustvarjanjem dušikovega oksida. Znano pa je, da bolniki z mialgičnim encefalomielitisom nimajo dovolj dušikovega NO, dušikovega oksida, zaradi tega, ker zato smo tudi mi velikokrat omenjali, koliko je fino, če vzamete citrulin, oziroma, da smo probavali s citrulinom, če nam to pomaga in nekaterim dejansko pomaga k več energiji, zato ker jim naredi več dušikovega oksida v žili, ki lažje potem presnavlja. Od tega, če žila ne presnavlja, če 100.000 kilometrov žil nekje na svoji poti ne presnavljajo, tam se stvar, bi rekli po slovensko, po domače, zaštofa. In tam, kjer ni kisika, tisti organ boli ali pa dobi poškodbe gor, Zato imate poškodbe na pljučih, srcu, ledvicah, očeh, črevesju, možganih in tako naprej. O tem, do kakšnih poškodb pride, sem že velikokrat govorila, ne bi zdaj ponovno. Če pa se ta pot zaštofa, po domače povedano, nekje drugje, vas pa boli rama, hrbtenica in seveda na take v bistvu odmiranja, bom rekla, in nepreskrbljenost s kisikom seveda noben tablet ne prime, Zdaj vprašali me boste, od česa to pride, jaz ne vem, Mislim pa si, da imamo mi že neko gensko nagnjenost k temu, da nimamo dovolj encimov za nekaj presnavljati, in zato imamo nizkostopenjska vnetja, nečesa ne presnavljamo. Saj veste, vi rečete, imam histaminsko intoleranco, glutensko intoleranco, to pomeni, da nimate encima za presnavljati gluten, laktozo, karkoli. Ali pa, recimo, jaz nimam encima za presnavljati plesni, za presnavljati določeno kemijo, na praške odreagiram, na vse sorte fitofarmacijo, na kakšne tablete, Se pravi, nimamo nekih encimov, tudi nimam encima za nalagati kolagen. To je značilno za redke revmatske bolezni, za Ehlers-Danlosa, Marfana, za lupus, za miozitise, za podobne bolezni, za Sjögrena, za antifosfolipidni sindrom, Morate računati tudi, da v endotelij se tako not prepletajo tudi žile. Žila odreagira, ker ni kisika, možganom, daj mi kisik, daj mi kisik, daj mi kisik, Zato vas boli, ne za brez veze, tako kot vam hočejo dopovedati, da ste preobčutljivi. Žila kriči, da ni kisika. In živci reagirajo z razlogom. Problem je, da te endotelijske disfunkcije, ne da se jo ne da dokazati, da se jo dokazati, ampak nihče nanjo ne pomisli, ker je bilo v zdravstvu rečeno, da kapilare niso pomembne. Lahko pa vam povzročijo vse sorte okvar organov,
tudi infarkt, tudi heart failure, kako se reče, popuščanje srca, popuščanje ledvic, levkopatije, lezije v glavi, migrene, migrenske avre, vazospazme in tako naprej. O tem sem velikokrat govorila, ne bi zdaj še enkrat, a ne, morda kakšen drug video temu posvetimo, ne. Ampak zdi se mi pa pomembno, da zdravite te bolezni, ker ko boste zdravili ta nizkostopenjska vnetja, ne boste imeli vnetij v žilah, in takrat se tudi ne bojo te poškodbe dogajale v kapilarah in kapilara vam bo lažje presnavljala. Zato je zelo pomembno te podbolezni, od katerih do tega pride, a ne, zdraviti. Tako da jaz res upam, da bojo naši, se pravi Norvežani, Nizozemci in Srbi so to že ugotovili, da to je to, a ne, na manjšem številu ljudi, ampak so bile raziskave, so ugotovili, da je to. Medtem ko so zdaj tudi Nemci začeli to raziskovati, je pa tudi EMEA dala naprej zahtevek, a ne, ker smo iz Slovenije tudi to želeli, da se raziskuje, in tudi utemeljili, zakaj. Tako da jaz res držim pesti, da bo to ugotovljeno, da se bo tudi vas lažje diagnosticirali, predvsem pa zdravili. Ugotovite to podbolezen redko, ki jo imate, oziroma ni tako redka, ampak je neraziskana, in zdravite ta vnetja. Pomaga, obljubim. Lepo bodite.